Topel pozdrav vsem in dobrodošli v novem videu spletnega časopisa Časoris. No, pred nami je zopet predogled zanimivih in aktualnih novičk. Pogledali bomo, kaj se je pisalo o novem odkritem planetu v našem vesolju, kako je beseda podnebje postala najslovenska beseda prejšnjega leta, zaključili pa bomo z Avstralijo in njenimi množičnimi požari. Najprej pa pojdimo v vesolje. Ne boste verjeli, ampak je res. Nov planet v našem vesolju ni odkril znanstvenik, temveč dijak. In to 17-letnik iz New Yorka. Med opravljanjem prakse pri sloviti agenciji NASA je odkril planet, ki so ga sedaj potrdili tudi znanstveniki. Če ste mislili, da je naša Zemlja velik kraj, vam naj povem, da je novo odkriti planet velik za kar 7 naših Zemelj. Da pa ne bomo predolgo v vesolju, se spustimo iz njega v svet besed. Ste vedeli, da slovaropisci vsako leto tuhtajo, katero besedo bi okronali za najbesedo leta? No, najslovenska beseda prejšnjega leta je po izboru Slovenske akademije znanosti in umetnosti postala beseda podnebje, ki je prejela tudi največ glasov. Od besede podnebje pa za konec pojdimo še k njegovim dejanjem, ki so pogosto zelo uničujoča. V Avstraliji že kar nekaj mesecev divjajo požari, ki so v tem času postali še veliko večji in hujši. Do sedaj je v plamenih umrlo že okoli 0,5 milijarde živali, med njimi tudi tiste, ki živijo samo na tej celini, to so kenguruji in koale. Do sedaj je tudi zgorelo območje, ki je 2-krat večje od naše Slovenije. Vse te podnebne katastrofe pa kličejo tudi nas, da se vprašamo, na kakšen način lahko pripomoremo k boju proti podnebnim spremembam. Kaj meniš? Kako bi lahko začeli že danes? Naj bo to v razmislek ob pregledu aktualnih časorisovih novičk. Mi se pa vidimo zopet kmalu, do takrat pa se imejte zelo lepo.